teh uvodnih besedah vabim prvega govorca Petra Klepca, da spregovori o diskurzu o krizi dvojno. Hvala, Tadej, za ta tvoj uvod. Jaz bom poskušal kar na ta mikrofon govoriti, upam, da ne odmeva preveč. In se tudi držati časovnih omejitev, tako da bom v bistvu še 3 minute sem itak šparal, skratka. Naslov mojega prispevka je Diskurz o krizi, oziroma v njem se bom spraševal, na kakšen način govorimo, smo govorili o krizi in pravzaprav, kot je že sam Tadej povedal, nam gre kriza že pošteno na živce. Težko bi pravzaprav našel danes besedo ali pa nekoga, ki se ob vsem, kar ima na grbi, vseh opravilih, skrbeh in dejavnostih, ne bi kdaj sklical na krizo. Lahko bi rekel, da je beseda kriza najbolj uporabljena beseda ta hip in prek nje z njo se govori tako rekoč o vsem. Seveda najbolj o aktualni ekonomski krizi, ki se je pričela leta 2007 oziroma izbruhnila septembra 2008. Ob tej krizi, ki vpliva na vsa področja družbenega življenja, je postalo danes splošno sprejeto, da ne gre samo za ekonomsko krizo, temveč tudi za, kot je povedal že Tadej, politično, ekološko, moralno, civilizacijsko krizo in tako naprej. Sam pa bi rad v prispevku izpostavil naslednje. Očitno je, da govor o krizi ne samo prežema naš vsakdanjik, ampak služi tudi kot projekcija za vse mogoče. Tako kot so nekoč govorili o tesnobi, nelagodi v kulturi, vse splošne utojenosti, kako so začeli govoriti po drugi svetovni, kot opozarja nekaj Foucault o stresu, na tak način danes govorimo o krizi in samo še o krizi. Kakor da bi govor o krizi ponazarjal tezo Walterja Benjamina iz njegovega kratkega teksta Kapitalizem kot religija, citiram, da je v kapitalizmu mogoče ugledati religijo, torej, da kapitalizem esencialno služi pomiritvi istih skrbi, muk, nemirov, na katere so nekoč dajale odgovor tako imenovane religije. Vendar, in to je tisto, kar me danes zanima, smo danes priča drobnemu in pomembnemu premiku. Če Benjamin govori o kapitalizmu, se pravi o kapitalizmu kot sistemu, se zdi, da danes za pomiritev istih skrbi, muk, nemirov in tako naprej, na katere so danes dajali odgovor tako imenovane religije, služi govor o krizi s primemnim poudarkom, o krizi, ki kot da nima nobene resne zveze s kapitalizmom kot sistemom. Spravi, govor o krizi služi kot nekakšen acting out, ki maskira in nadomešča govor o tem, kaj je ta sistem, ki nujno proizvaja krizo. Krizo pravzaprav obravnavamo kot neko naravno dejstvo, kot neko naravno katastrofo in zdi se, da je treba z njo samo rokovati, shajati, upravljati, jo menedžirati. Ampak s pomembnim poudarkom. S krizo razumljeno kot brez kakršne povezave z notranjimi antagonizmi in protislovji kapitalizma, s krizo, ki kot da ne bi imela nekih škodljivih konsekvenc in kot da ne bi imela nekih implikacij za našo skupno prihodnost. Spravi, imamo pravka z nekim fenomenom, o katerem je v svojih tekstih govoril že Slavoj Žižek, ko je pač izpostavljal, da smo danes priča ideologiji, ne vem, substanc brez škodljivosti, brez kofeinske kave, Coca-Cola brez sladkorja in tako naprej. Spravi, upravka imamo s kapitalizmom brez krize, če že govorimo o kapitalizmu, in s krizo brez kapitalizma. In tisto, kar me bo danes zanimalo, je pravzaprav ta dvoumnost in ambivalentnost govora o sami krizi. Spravi, če se danes govori, da je treba znati menedžirati s krizo, če se zdi, da je treba znati shajati s krizo, pa potem enkrat bo pa itak minila, je pravzaprav kriza sama kot taka na nek način alibi, obenem pa ne služi samo čisti manipulaciji. Ali če povem čisto najbolj direktno, temeljni problem danes je, da kriza ne služi samo za manipulacijo, ampak da so sami manipulatorji zmanipulirani. Ideološka operacija, ki izkorišča govor o krizi, sicer načeloma ve, da kapitalizem kot sistem prej ko slej proizvede kakšno krizo, krizico in tako naprej, krizo, in da vsak nastop krize manifestira to, da se v tem sistemu nahaja vsaj en problem, vsaj ena zagata, vsaj eno protislovje, pa kljub temu
skuša vse to politično, praktično in ideološko zminimalizirati, ne? Opirajoč se, in to je tisto, kar me danes ključno zanima, na neko svoje verovanje in prepričanje, da nobena kriza, nobeno protislovje tega sistema ne more resneje omajati. In tu, v tej točki verovanja in prepričanja bi pravzaprav morali videti nek religiozni moment kapitalizma, o katerem je govoril Walter Benjamin. In tu, ravno v tej točki, je zanimiv tudi fenomen govora o krizi. Ta točka na nek način trdnejša, kot je videti na prvi pogled, in odtot tudi na nek način trdovratnost teh spontanih pojmovanj krize, o katerih je spregovoril že Tadej. Zdaj, če pogledamo neko zgodovinsko situacijo, kako se je delali s takimi šokantnimi dogodki v zgodovini, se ponuja neka zelo zanimiva usporednica, ki nam na nek način nam jo ponujajo nenehno. Ne? Letos mineva 100 let od začetka Prve svetovne vojne in Prva svetovna vojna je zanimiva tudi zaradi tega, ker je na nek način nastopila kot totalen šok za socialno demokracijo. In o tem spregovorim še kasneje. Zdaj, kako se lotiti te točke verovanja? Ne? Kako jo omajati? Ja, na prvi pogled se zdi, ne, da je edina prava paradigma to, da se pač o problematičnih stvareh govori na glas. Tako kot je nekoč rekla Rosa Luxemburg, je najbolj revolucionarna stvar, ki jo je mogoče narediti, to, da nenehno na ves glas pripoveduješ, kaj se dogaja. Če kaj vidimo pri tem fenomenu krize, je ravno to. Ves čas na ves glas pripovedujemo, kaj da se dogaja in se to dogaja še naprej. Spravi, temeljni problem kakršnega koli kritičnega govora o krizi je pač povezan, če rečem zelo direktno, s krizo in nemočjo sodobne levice, če še sploh obstaja, oziroma če citiramo tej točki Immanuela Wallersteina. Ena od nesrečnih posledic zmedene svetovni levici je dvom, ki danes spremlja vsako razpravljanje o krizi kapitalizma. Spravi, kako to, da se danes ob krizi, ki smo jih priča, tako malo govori o krizi kapitalizma kot sistema? To je še toliko bolj presenetljivo, če upoštevamo velikost finančne luknje in posledice, ki jih je imela ta luknja za naš vsakdan. Se pravi, na nek način smo priča naslednjemu dvoumju. Imamo krizo, kriza je na nek način alibi za vse živo, a hkrati obstaja pač neka merljiva, otipljiva, neoprijemljiva dejstva, v kateri se lahko prepričamo pač v vsakdanjem življenju. In zdaj jaz ne bi tukaj šel v te spekulacije, koliko je velika ta luknja, kaj in kako se je delovala in tako naprej. Koga kriza bolj prizadene kot druga ali kakšno obliko kriza prevzame tu. Poseben problem je pač situacija tukaj pri nas doma. Pač pa bi predvsem poudaril to, da na nek način dejstvo, da se je krizo na strokovni ravni, se pravi na ekonomski ravni, začeli gledati tako neproblematično, je pač rezultat tega, da se na nek način izgnalo iz ekonomskega besednjaka takšne koncepte, kot so, ne vem, recesija, kriza in tako naprej. Se pravi, tisto, kar bom poskušal izpostaviti, je, kako je ta govor o krizi danes na nek način povezan z nekim sprejemanjem kapitalizma kot sistema. Kje se nahaja ta trdovratnost, da se na nek način zdi, kot da bi se nahajali v tistem filmu Groundhog Day, ne, kjer vedno znova se zamenja neka politična garnitura, pa zopet pridemo na isto stvar. Tisti, ki so prej govorili, ne vem, problem je pač politika varčevanja, ko pridejo na oblast, je popolnoma ista zgodba znova. Ne, in tako iz leta v leto, zdaj že 6., 7. leto zapored. Zdaj, tisto, kar je zanimivo pri samem nastopu krize, je, da krize takšnih ogromnih razsežnosti ni nihče pričakoval ali napovedoval. Se pravi, da na nek način, če si rečemo s pomočjo Sherlocka Holmesa, pes ekonomske znanosti ni zalajal. Se pravi, to je bil problem.
Keynesijanski ekonomist Jožef Stiglitz je na to dejstvo opozoril takole. Edino presenečenje ekonomske krize leta 2008 je, da je tako veliko ljudi presenetila. Se pravi, kriza je na nek način nastopila kot presenečenje. To je še toliko večje presenečenje, če vemo, da je po svetu bilo zabeleženih nič manj in nič več kot 160 ekonomskih kriz od konca druge svetovne vojne. Se pravi, na tej ravni, na ravni vednosti presenečenja ne bi smelo biti. Krize so in krize bodo. Odkot potem takšna panika, odkot takšen presenečenje? Ne? Po eni strani se ponuja pač iztočnica, da pravzaprav živimo v svetu, ki slavi konc zgodovine, konc velikih zgodb, ki na nek način izpostavlja, ne vem, optimistični konec zgodovine. Ampak tu znotraj tega pogleda na nek način presenečenja sploh ne bi smel biti. Za ta pogled krize pravzaprav ni. Večji problem je, zakaj je pravzaprav po začetnem presenečenju, tudi splošne ali pa general public, ne, in po uvidu, kakšne konsekvence bo imela za slehernika, vsakršna resna javna razprava pravzaprav umanjkala. Zdaj, ne vem, če imam čas tukaj izpostaviti en odlomek, dost poetičen, ki ga v svojem delu Dolg 5000 let dolžništva izpostavlja David Graeber, v delu, ki je prevedeno tudi v slovenščino. Gre za pač nekoga, ki je, poleg tega, da je pač napisal zelo zanimivo delo o dolgu, v katerem bi se dalo tudi debatirati, med drugim bil tudi eden izmed vidnejših aktivistov Occupy Wall Street in domnevni avtor gesla Mi smo 99%. Bom kar vzel za izhodišče Graeberja. Graeber pravi takole: obstajajo očitni razlogi, zakaj današnji trenutek še posebej pomemben, kar se tiče ponovne proučitve zgodovine dolga. Septembra leta 2008 je izbruhnila finančna kriza, ki je ustavila svetovno gospodarstvo skoraj na mestu. V marsičem je res vse skupaj skoraj da obtičale. Ladje so nehale pluti prek oceanov, na tisoče so jih spravili v suhe doke. Banke so v glavnem nehale posojati. Sledila nista samo bes in zgroženost javnosti, ampak tudi začetek javne razprave o naravi dolga, denarja, denarnih ustanov, ki imajo na vsem lepem v primežu vso donacijo. A trajalo je le za hip. Do zaresne razprave ni nikdar prišlo. In če kaj, potem lahko današnji kolokvij razumemo kot pač neko iniciativo za neko resnejšo razpravo o samem konceptu krize in vzrokih zanjo. Nadaljujem citat. Razlog, zakaj so bili ljudje zreli za razpravo, je bil tale. Izkazalo se je, da je vse tisto, s čemer so jim polnili ušesa zadnjih 10 ali več let, ena sama kolosalna laž. Bolj obzirno se tega ne da povedati. Leta in leta so vsi poslušali o množici novih, ultrasofisticiranih finančnih inovacij, o kreditnih in blagovnih derivativih, o kolateriziranih hipotečnih obligacijskih derivativih, o hibridnih obveznicah, o dolgovnih zamenjavah in tako naprej. Ti novi trgi izvedenih finančnih instrumentov so bili tako neverjetno domišljeni, da je moralo, tako se saj glasi neka govorica, ki ne poneha in ne poneha, prominentna investicijska hiša najeti astrofizike, ki so jim potem vodili tako kompleksne tržne programe, da jih tudi finančniki niso mogli niti malo razumeti. Sporočilo ljudstvu je bilo jasno in glasno. Prepustite te reči strokovnjakom. Sami teh reči ne boste nikoli doumeli. Spravi, na nek način imamo vse od izbruha ekonomske krize leta 2008, porabil sem že 14 minut in sem na dobri tretjini tega, kar mislim povedati, tako da bom zdaj mogel dati eno višjo predstavo, skratka, ne? In malce tudi zimprovizirati, da se držim pač časovnih okvirov. Skratka, vse od nastopa krize smo priča naslednjemu paradoksu. Če se že krizo prizna, se jo hkrati tudi neutralizira. In znotraj tega se nahaja prevladujoča ideološka reakcija na krizo, ki je pravzaprav dvojne narave. Po eni strani imamo opravka z negacijo in relativizacijo krize. Ni krize, brez panike, saj samo ekonomska kriza in tako naprej. Ne gre za sistemsko krizo, ne gre za krizo kapitalizma kot sistema. Po drugi strani se jo poveličuje, absolutizira
izkorišča in instrumentalizira. In tukaj gre za dve plati istega sporočila. Krize bo enkrat konec, kajti vsaka kriza se enkrat konča, zato se pač govori o cikličnem pojmovanju kriz in o tem bo danes še govora, in vse se mora nadaljevati tako kot prej. In tukaj se zame postavlja en tak ključen problem, kot ga bom poskušal izpostaviti, kot da bi na nek način še naprej želeli sanjati sanje neoliberalizma, nek sen neoliberalnega kapitalizma, ne glede na uničenje, ki ga ta prinaša in ki ga je konec koncev povzročila tudi kriza, ki jo je povzročil. Čeprav v tej točki je treba upozoriti, da obstajajo tudi ekonomisti, in tukaj gre neka klasična študija, ki je šla že leta 2009, Reinhardt in Rogov, kateri naslov je This time is really different, skratka, ki vzame 800 let finančne zgodovine Zahoda in pokaže, kako je tokratna kriza pa res drugačna od ostalih, in navajam bistveno sporočilo teh dveh avtorjev. Bistvo sindroma This time is different, tokrat je drugače, je enostavno. Korenini v trdnem prepričanju, da se finančne krize dogajajo drugim v drugih deželah in v drugih časih. Krize se ne dogajajo nam tu in zdaj. Mi namreč znamo delati bolje, smo pametnejši in smo se naučili iz preteklih napak. Skratka, tako se pač pričaka kriza. Če že kriza ni pri nas, oziroma sej mi bomo že nekako znova shendlali. In kot je poudaril že Tadej in kot bo pač enostavno v njegovem in pa v Neduhovem prispevku, ko smo razpravljali o krizi, v bistvu naleteli tudi pri Štiglici na eno podobno trditev. In sicer, da ta kriza tokrat prinaša seboj nek moment nepovratnega in prav vprašanje je, kaj je tisto nepovratno, kar sabo prinaša. Štiglic pravi takole, da bo zaradi pričujoče krize do sprememb prišlo, je gotovo. Ni povratka nazaj v svet pred krizo. A prava vprašanja so, kako globoke in temeljite bodo spremembe, bodo vsaj v pravi smeri. In tu, v iskanju tega, kako pravzaprav reagirati na samo krizo, smo bili v preteklih letih priče, poskusom iskanja imena, zakaj pravzaprav gre pri pričujoči krizi. In zdaj, če samo na kratko pač povzamem tisto, kar imam na dolgo in široko, vprašanje je, ali gre za krizo v običajnem pomenu, oziroma kaj sploh pomeni kriza v običajnem pomenu. Ali gre za krizico, kot pravi Michel Lisson, ali gre za katastrofo, kot pravi Mauricio Lazarato, se pravi za ekonomijo dolga, ki razlašča Evropejce in tako naprej. Teorija kapitalizma kot svetovnega sistema, katerega najvidnejša predstavnika sta Immanuel Wallerstein in pač Arrighi, je edina, ki je govorila o sistemski krizi, ampak pri tem je bila recimo prej izjema kot pa pravilo. Še v tem zadnjem bestsellerju, ki ga je napisal Thomas Piketty, Kapital 21. stoletja, bomo za manj iskali kakšno bolj drugačno interpretacijo tega, kaj se dogaja s pričujočo krizo. Piketty namreč v bistvu dela sicer vzporednico med krizo leta 1929 in sedanjo krizo, ampak sedanjo krizo pač enostavno vidi kot neko veliko recesijo. Tu obstaja pač neka cela paleta avtorjev, ki različno tretirajo to krizo. Izpostavil bi recimo Kristjana Maracija, ki je pred leti napisal delo Nasilje finančnega kapitala, ki je izpostavil naslednje, da gre res za veliko krizo, ki ima dolgo zgodbo in ki lahko traja dolgo v prihodnost. In pravi Maracij, nihče ne more predvideti trajanja te krize in političnih, ekonomskih zmožnosti za pač soočanje z družbenimi in političnimi protislovji, ki jih bodo pač prinesla in ki se že na nek način manifestirajo. Zdaj, če si pogledamo ekonomsko stroko, potem bomo videli, da pravzaprav razen Nuriela Rubinija, ki je postal slaven, in pač manjša skupine heterodoksnih ekonomistov, nihče ni predvidel sedanje krize. Tudi teorija
kapitalizma kot svetovnega sistema na nek način ne razume sedanje krize kot neke specifične krize, pač pa jo umešča pač opustitev zlatega standarda, dolarja in tako naprej, se pravi, jo datira tam nekje v začetek 70-ih let, podobno kot tudi Greber, no, ampak nima veze. Se pravi, na nek način imamo opravka s popolnim umanjkanjem nekega teoretskega aparata, ki bi nas na nek način pripravil na soočanje s tem, kaj sploh prinaša sedanja kriza. Dobro, pustimo ob strani, recimo imamo zdaj že v slovenščini delo Mauricija Lazarata Zadolženi človek, ki govori o ekonomiji dogajanj in tako naprej, ki poskuša iz nekih filozofskih drugih konceptov, je to. Tam imamo Davida Harveya, ki govori pač o akumulaciji prek razlastitve, imamo pač Schneeglija, Harta in tako naprej. Ampak temeljni problem vseh teh del na nek način je, da ali ne znajo misliti krize kot krize, se pravi tega, kako pridejo do, kako izpeljati pač to, zakaj je lahko prišlo do te krize, ali pa enostavno obstojijo pri tem, da opozorijo, kako je pač svet nujnosti ne obstaja, kako na nek način vselej imamo možnost delovati drugače. Se pravi, nobeno izmed teh del ne zna odgovoriti na vprašanje, zakaj je prišlo do tako velike pasivizacije samo krize. Se pravi, na nek način krizo sprejemamo kot dejstvo, ki bo pač na nek način minilo, mogoče tudi zdravljenje, tako kot pri Kantu, sicer uspe, ampak tudi bolnik umre. Ne? Ker temeljni problem, ne, na katerega opozarja že Benjamin, če se že toliko sklicujem na Benjamina, je, da je na nek način, in to je tudi pri samem konceptu krize, vselej gre za pač neko križišče. Ne. Benjamin pravi, družba prihodnosti bo ali, ne vem, komunizem ali barbarstvo. Pri sami besedi krizi pa ravno tako lahko pač opozorimo na to, da gre za, sama beseda krizi pomeni neko križišče, gre za točko, na kateri utegnejo iti reči v dveh različnih smerih. Zdaj, v teh dobrih 10 minutah, ki mi še ostanejo, bi pravzaprav povedal, kaj je zame pravzaprav vzrok za to, da na nek način kriza lahko nastopi kot tako presenečenje in zakaj se na tak način govori o krizi. Ta vzrok se po moje nahaja v tem teološkem elementu, ki ga na nek način vsebuje še najbolj čisti obliki neoliberalizem in ki trdovratno vztraja tudi še naprej. Ne? Ko Nouriel Roubini govori o krizah nasploh, kasneje seveda izda knjigo, ki postane veliki bestseller, pričujočo krizo opredeli na tale zanimiv način. Ne? Tako kot je ta kriza izbruhnila, je na nek način nastopila na način ekonomskih kriz 19. stoletja, ki so se povzročile veliko paniko. Ne? In citiram, šlo je za paniko 19. stoletja, ki se je gibala s hitrostjo 21. stoletja. In na tej točki bi pravzaprav naredil to usporednico s Prvo svetovno vojno. No? In tukaj bi si pomagal zdaj že s klasično analizo, ki jo je predstavil v Zgodovini in nezavednem pred 30 leti Žižek, ki je opozoril na to, da je celotna druga internacionala pred izbruhom Prve svetovne vojne ubrano govorila o tem, da se ne bo spustila z vabito vojno, da se ne bo spustila kapitalistični retoriki, da ne bodo pobijali bratov in tako naprej in gor in dol. Ne? In ko pride do izbruha Prve svetovne vojne, kot najbrž veste, obstaja slovita anekdota, sam Lenin ne verjame, da so nemški socialdemokrati glasovali za vojne kredite in je pač prepričan, da je to pač ponaredek nemške obveščevalne službe. Ne? Zakaj je pač ta izbruh Prve svetovne vojne na nek način tako zanimiv, če naredimo to sporednico z diskurzom o krizi? Zato, ker smo imeli opraviti z nekim podobnim diskurzivnim fenomenom. Nenehno se je govorilo o neki stvari, nenehno se je opozarjalo na neko nevarnost, na koncu pa so prav tisti, ki so o tem nenehno govorili, to isto, proti čemur so prej govorili, tudi naredili. Ne? In kot pravi Žižek, opisana konstelacija lepo ponazarja temeljno lakanovsko postavko, da je nezavedno zunaj. Ne? Se pravi, nezavedno
podtlačena socialne demokracije, ni bilo nekaj njej sami skritega, prediskurzivnega, bilo je tisto, kar se je sama še kako dobro zavedala, ni se pa zavedala, da v tem, ko govori o patriotski vojni, zaslepljenosti in tako naprej, govori o sami sebi, se pravi o resničnem mestu, odkoder govori. In ta spravit mesta, odkoder govorimo danes, o krizi, kar tako, spontano, o krizi kot nekem naravnem fenomenu, prenaša pravzaprav tudi nek element, ki je ključen za to, da se pač te neoliberalne sanje in fantazije, ki so pripeljale v krizo, ohranjajo še naprej. Zdaj, če želite bolj natančne argumente, kje in kako obstajajo te sanje in iluzije, vas napotevam na delo Zgroženi ekonomisti, 20 let zaslepitve, ki je šlo pred časom tudi v slovenščini, kjer imamo točko za točko, ta manifest je podpisalo 700 ekonomistov, kjer imamo točko za točko protiargumentacijo teh dejstev, ki jih nenehno imamo za samoumevne. Recimo, da so finančni trgi učinkoviti, da spodbujajo gospodarsko rast, da trgi ustrezno ocenjujejo solventnost držav, da je za zmanjšanje javnega dolga treba zmanjšati izdatke in tako naprej, da je pač treba se držati maastrichtskih kriterijev in tako naprej. Tako da vas napotevam na to delo, skratka, Zgroženi ekonomisti. Zdaj, Zgroženi ekonomisti pokažejo, da gre za neke iluzije, da gre za neko fantazmo. Sam bi tukaj dodal, da gre za neko fantazmo, ki pravzaprav korenini v nekem tako rekoč teološkem verovanju v moč svobodnega trga ali pa moč kapitalističnega sistema, ki se bo samodejno pozdravil. Ne? In ta mehanizem deluje s pomočjo razcepa med vednostjo in verovanjem. Gre za nek tak ideološko operacijo, ki jo je pred časom že izpostavil Octave Manoni, saj vem pa vendar. In v primeru aktualne krize lahko na 1000 načinov ponazorimo, kako deluje. Ne? Čeprav vem, da je kapitalizem sistem, ki bla, 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 verjamem, da bo ta sistem na koncu se znal sam vzpostaviti. Vem, da obstajajo krize, verjamem, da jih bo ta sistem vselej premagal. Vem, da ima kriza uničujoče učinke, a verjamem, da se drugače ne da in da je treba takoj ukrepati in tako naprej in tako naprej. Spravi, ta moment verjetja, ne, je treba dojeti na nek način verjetja v učinkovitost kapitalizma, prostega trga in tako naprej, je treba dojeti na teološki način. Gre za kredo, za kredere, za verjetje, kredit temelji konec koncev v tem. In to s seboj seveda prinaša tudi uničujoče nasledke. Kot je nekoč glavni ekonomist pri Mednarodnem denarnem skladu, nedavno v nekem članku za revijo Atlantik izrazil, lahko vidimo naslednje, ne? Da je pač enostavno, kako deluje ta sistem. Regulatorji, zakonodajalci in teoretiki so vsi predpostavljali, da uprave velikih bank vedo, kaj počnejo. Pogled nazaj nam kaže, da dejansko niso vedeli. Se pravi, da enostavno niso vedeli, kaj počnejo, ampak so se slepo zanašali na neko ideološko predpostavko, ki je pač na 2 mestih že izpostavil Adam Smith, nevidne roke, in ki bi jo lahko ponazorili tudi z Lakanovim konceptom subjekta, ki se zanj predpostavlja, da ve. Ne? Se pravi, trg je nek subjekt, ki se zanj predpostavlja, da ve, ki nam bo pokazal, kako se bodo zadeve pač enostavno same od sebe postavile na svoja mesta. Ne? In sama raba izraza kriza priča o verovanju, da se zadeve samodejno, kot so nekoč govorila Marx in Engels, pač povrnejo nazaj. In tu smo v jedru ideologije. Ne? Se pravi, tukaj imamo opravka z neko temeljno fantazmo, ki kot prava fantazma se seveda izmika kriterijem racionalnosti in vednosti. Ne? Se pravi, ideologija je tista, ki se na nek način prilagodi ali pa se napaja direktno iz protislovja. Enkrat vzame to, drugič vzame nekaj drugega. Pač tisto, kar ji ustreza. In
na koncu bi mogoče upozoril samo še to. No. Kriza ni bila samo neko veliko presenečenje, ampak s krizo je prišel tudi nek moment, s katerim imamo opravka še vedno. Ne. Ta moment se imenuje urgenca. Ne. To je nekaj, kar je v svojem konceptu dispozitiva izpostavil že Michel Foucault, se pravi, pod tretjo točko definicije dispozitiva opozarja Foucault, da gre za formacijo, katere glavna funkcija v določenem zgodovinskem trenutku je, da odgovarja neki nujni potrebi. In če dobro pogledamo sam izbruh krize, bomo videli, da je to bilo videti takole. Zdaj ni čas, da odpremo javno razpravo, da enostavno vidimo, kaj bi se dalo narediti. Zdaj je treba nujno in hitro ukrepati. Ne? In v tem nujnem in hitrem ukrepanju se nahajamo zdaj že, 7. leto. Se pravi, imamo upraviti z nekim časom, ki je tako rekoč suspendiran. O tem bo, mislim, da Tadej tudi na koncu danes spregovoril. Kratka, nek večni sedanjik, ne? Ampak ta večni sedanjik izključuje kakršnokoli ali javno ali pa ne vem kakšno razpravo. Spomnite se, Greber je govoril, ne, recimo o pač astrofizikih in tako naprej, prepustimo te stvari strokovnjakom. Ne. Zdaj ni čas za razpravo. Treba je ukrepati hitro, kar se da. Ni čas za filozofiranje, kot se reče. Ne. In v tem, ko ni časa za filozofiranje, čas mineva in zgodilo se bo tako, kot se pač ponavadi zgodi in kot je recimo že Hegel izpostavil v filologiji duha. Tiho tkanje duha bo zadeve postavilo tako, da potem jasno ne bo več vrnitve nazaj. In v tem je zdaj ključen problem. Se pravi, na kakšen način si povrniti to, da si sploh odpremo svojo lastno prihodnost. Oziroma, kot pravi Mauricio Lazarato v tem delu, ki sem ga citiral, ekonomija dolga velikansko večino Evropejcev razlašča na 3 področjih. Odvzema jim že tako šibko politično moč, ki jo jim je dodelila predstavniška demokracija, odvzema jim vedno večji del bogastva, ki so ga s preteklimi boji strgali kapitalistični akumulaciji, predvsem pa jim odvzema prihodnost, se pravi čas kot odločanje, kot izbiro, kot možnost. In ko pogledamo, o čem se pravzaprav govori, ko govorimo o krizi, se najmanj ali pa sploh ne govori o tem, kaj pravzaprav ta kriza prinaša skozi, nujnost strukturnih sprememb, skozi nujnost privatizacij, skozi prestrukturiranje in redistribucijo bogatstva. In to bi na nek način morali biti tisto, o čemer bi govorili. Se pravi, o tem bi morali govoriti, ko govorimo o krizi. To je to, 16:00.